Pozdravljeni. Za nami so že kvalifikacije velike nagrade Kanade. Čas je za zadnji brifing. Tudi tokrat si bomo ogledali 3 ločene sklope. V prvem se bomo ukvarjali s tistim, kar so pokazale same kvalifikacije. V drugem se bomo ozirali malce na analizo podatkov, kajti o ritmu tu v Kanadi bomo bolj težko govorili. In v tretjem, zadnjem bom kot običajno predstavil svojo osebno vizijo glede možnih strategij. Začnimo z presenetljivimi kvalifikacijami, kjer smo videli ogromno presenečenj, ogromno razočaranj. Začnimo z tistim presenečenjem. Na vrhu 2 voznika s popolnoma identičnim časom. In govorimo o Georgeu Russellu in Maxu Verstappenu. Verjetno se kdo izmed vas spomni, da smo nekoč leta 1997 na progi v Jerezu imeli 3 voznike z identičnim časom tam na vrhu. Če se kdo sprašuje, kako določijo tistega, ki je najboljši, enostavno. Voznik, ki čas postavi najprej, je oni, ki ima prednost. A poleg tega imamo še nekaj zanimivosti, ki mislim, da zaslužijo našo pozornost. Ne samo, da sta imela George in Max identični čas, ta je bil točno minuto in 12 sekund. Ampak zgodi se tudi kaj takega. Mene je presenetilo, kako so bili, vsaj v tisti prvi skupini, vsi skupaj. Ne smemo pozabiti, da na primer Lando Norris je zaostajal nekaj stotink in na 4. mestu Piastri ni bil oddaljen več kot desetinko sekunde. In vidimo lahko tudi v tej prvi skupini, tistih prvih 10 voznikov, da imamo kar nekaj imen, ki jih nismo vajeni. Tu je treba seveda poudariti, da Daniel Ricciardo je končno pokazal tisto, v čemer je bil znan. A verjetno tu bi lahko dejali, da je šlo za nek odziv jeze. Yuki Tsunoda je podaljšal z ekipo Racing Bulls, Daniel Ricciardo še ne. In Jacques Villeneuve je javno med televizijskim prenosom dejal, da ne razume, kaj počne še Ricciardo v cirkusu Formule 1, in zato lahko razumemo, da je resno dal vse od sebe. Ne moremo mimo kvalifikacij Strolla, ki so, bodimo iskreni, nadpovprečne. Videli smo v zadnjem delu kvalifikacij celo Albona, in ni še zadnje presenečenje strani ekipe Williams. Tako da bi lahko dejali, da tokratne kvalifikacije so zadovoljile verjetno želje in okuse marsikaterega navdušenca. A če je bilo mnogo nestandardnih imen v 3. delu kvalifikacij, to pomeni, da so nekateri izpadli. In prvi, ki je mesto izgubil že v Q1, Sergio Perez. Drugič zapored. In tu se lahko začnemo spraševati, ali res RB20 zahteva tako talentiranega voznika, da sploh začne delovati. Perez, po mojem, ni nek voznik, ki ga lahko štejemo med tiste potencialne šampione, ampak daleč od tega, da bi bil slab ali podpovprečen. A videli bomo v nadaljnjih velikih nagradah, morda pomanjkanje prostega treninga je tu prišlo še kako do izraza.
A verjetno mnogi navdušenci in predvsem navijači so bili razočarani nad tistim, kar so pokazali v skuderiji Ferrari. Oba voznika sta izpadla v tistem drugem delu kvalifikacij. Ustavila sta se na 11. in 12. mestu s skorajda identičnim časom. In tu je treba poudariti dvoje, da skozi celotno soboto pri Ferrariju niso bili hitri, niti na tretjem prostem treningu ne. In tu bi rad tudi pokazal na neko zanimivost, da zaostanek iz tretjega prostega treninga, iz tistega najhitrejšega poizkusa, se je prenesel na kvalifikacije. Govorimo seveda v zaokroženih vrednostih. Govorili smo, da nam je Williams pripravil še drugo presenečenje. In to drugo presenečenje je seveda Logan Sargent, ki je bil takoj za obema Ferrarijema le nekaj tisočink sekunde počasnejši od Carlosa Sainza mlajšega. Zdaj se lahko začnemo spraševati, je Ferrari tako slabše pokazal svojo formo na kvalifikacijah, je Williams napravil velik korak naprej, gre zgolj za slučaj, odgovorov v tem trenutku nimamo. A vidimo lahko, kako skupaj je celotna skupina bolidov Formule 1, potrebno je izjemno malo in tisti, ki so bili zadaj, lahko pridejo presneto bolj spredaj. A verjetno sedaj se mnogi tudi sprašujete, kaj lahko pričakujemo od same dirke. In kot sem že omenil na začetku, ni dovolj podatkov, da bi lahko računali nek ritem. Poglejte tu analizo tipologij ovinkov glede na določeno ekipo. Graf, ki je verjetno ljubiteljem Formule 1 dobro znan, ampak napravljen je po podatkih iz drugega prostega treninga, kjer imamo za mejnik Aston Martin. In če primerjamo tisto z rezultati kvalifikacij, bomo videli, da nima nobenega smisla, da ekipe, ki so hitrejše od Aston Martina, v bistvu so v podatkih drugega prostega treninga počasnejše. In ne govorim, da je Aston Martin slab. Tako Alonso kot tudi Stroll sta prišla v Q3. In tu je treba poudariti, da pravzaprav smo to navdušenci tudi pričakovali. Rezultati seveda kvalifikacij ne kažejo tistega pravega razmerja, kajti mnogi, kot sem že omenil, so izpadli. A vseeno. Imamo kar nekaj zanimivih zadev, da si ogledamo tudi v tem drugem srednjem delu. Naprimer, primerjavo telemetrije kroga Russella in ne smemo pozabiti na Maxa Verstappena. Govoril sem o tem, imata identični čas, ampak običajno je tako, da je seštevek posameznih sektorjev identičen. Medtem ko na določenem delu proge prihaja do nekih razlik. Ampak, če primerjamo telemetrijo, če primerjamo sektorske čase, bomo videli, da v tem primeru sta bila oba, tudi v tistih vmesnih sektorjih, skoraj identično poravnana. Torej, lahko bi mirne duše dejali, da sta odpeljala enak krog. In to je tisto, kar je zanimivo, to je tisto, kar po mojem videnju daje temu slučaju, kateremu smo bili priča, prav posebno vrednost. In ne smemo mimo še neke zanimivosti. Namreč v Q2 so bili posamezni vozniki hitrejši kot v Q3, kar ni nič novega in nič takega. A verjamem, da nekateri se sprašujete, zakaj so pri skuderiji Ferrari bili tako počasni. Mogoče gre le za nastavitve, mogoče temperature, vremenske razmere niso bile idealne.
A tu bi rad poudaril še neko malenkost. Namreč, preden sta oba voznika izpadla v Q2, so pri Ferrariju imeli poizkus na rabljenem setu pnevmatik. Seveda, zaverovani v svojo hitrost, so nekako menili, da je bolje prihraniti sete za zadnji del, v katerega se niso kvalificirali. In tu lahko vidimo neko napako, ki je bila v preteklosti prisotna pri skuderiji Ferrari. Precenjevanje lastnih sposobnosti in podcenjevanje drugih. Kot smo videli, mnogi, ki običajno težko pridejo v tretji del kvalifikacij, so bili tokrat boljši. Seveda, igra tisočink, igra stotink, a vseeno igra. Na sami dirki težko pričakujemo lahko, da se bo kaj bistvenega spremenilo, predvsem v luči skuderije Ferrari. Pričakujemo lahko oba voznika tam med dobitniki točk, o tem ni najmanjšega dvoma, ampak dvomim, da tako Leclerc kot Sainz bosta lahko posegla do tistih mest, ki prinašajo lepše število točk, in govorimo o kakšnem 5., 4., 3. mestu. Zato tu, vsaj sam vidim, nek dvoboj, ki pa bo med Maxom Verstappenom, ne toliko Georgem Russlom, kot obema McLarenoma. Sicer gre za moj občutek, kjer nimam nekih podatkov, ki bi te občutke potrjevala ali zanikala. Zato moramo biti še posebej previdni, ampak dirka kot taka zna biti zanimiva. Zanimiva tudi zaradi strategij. Tokrat moja napoved je nekoliko drugačna kot običajno. Seveda zopet 3 variante, ampak napravil sem takšne, kot jih imajo verjetno tudi vozniki pri svojih ekipah. Imamo plan A, plan B in plan C. Torej strategijo, kjer je začetek enak in se lahko med samo dirko spreminja. Kajti v Montrealu je izjemno pogosto, da lahko vidimo na primer varnostni avtomobil ali pa rdečo zastavo. In začnimo s prvim. Začeti na pnevmatiki medium, odpeljati približno 18 krogov in nato 2 dela po približno 26 krogov na pnevmatiki hard. Dolgočasna, predvidljiva strategija, ki pa ponuja dokaj elastični izbor, kdaj se bo nekdo ustavil. Nekje lahko pričakujemo, da na tistih točkah je možno, da se zgodi kaj takega. Ampak, če bi nekdo imel težave, če bi prišlo do kakšnih sprememb, če bi hotel biti hitrejši v zadnjem delu, seveda lahko vzel nekdo za opcijo nekaj drugega. Začeti na pnevmatiki medium, nato seveda po približno 18 krogih natakniti pnevmatiko hard in v zadnjem delu zopet pnevmatiko medium. Kar je seveda neka opcija, o kateri se lahko voznik odloča sredi same dirke, skupaj z inženirji, vsaj tako si mislimo. A imamo še tisto tretjo opcijo, ki je seveda malce bolj drzna, malce manj verjetna, ampak kljub vsemu zanimiva. Po tistem, kar sem videl, bi bilo možno tudi to, čeprav je bilo podatkov premalo. Začeti zopet na pnevmatiki medium, odpeljati približno 30 krogov, kar je kar nekaj več od tistega, kar smo videli v prvih 2 variantah, in nato natakniti pnevmatiko hard in prevoziti še ostalih 40, torej do konca dirke. Seveda strategija samo z enim postankom, ki je v meji tistega realnega in ki bi lahko bila tudi dovolj hitra, še posebej, če v prvem delu dirke ne bi prišlo do kakšnega incidenta, do kakšnega varnostnega avtomobila.
Torej, vozniki bi se lahko odločali sproti. Kot običajno, ob 19. v javljanju v živo bomo pogledali tudi, kaj pravi Pirelli z njihovimi izračuni z njihovega zornega kota. V samem komentarju dirke, ki bo tokrat objavljen v ponedeljek zjutraj, bomo pa seveda napravili tudi tisto analizo napovedi in onega, kar so ekipe pokazale v resnici na sami veliki nagradi Kanade. Danes za ta zadnji briefing, kot ste dobro razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.